Letošnja zima je bila druga najtoplejša do zdaj. To, kar boste videli, so podatki Kopernikusa, Evropskega programa za opazovanje Zemlje, okolja. Februar je bil 9. zaporedni najtoplejši mesec na svetu, odkar opravljamo meritve. Povprečna temperatura je bila nekaj več kot 13 stopinj Celzija in pol, v primerjavi s povprečjem med letoma 1991 in 2020 je bila temperatura na svetu višja skoraj za stopinjo, v Evropi več kot 3 stopinje, v primerjavi s predindustrijsko dobo pa skoraj za 2 stopinji Celzija. Zelo toplo je bilo februarja tudi morje, povprečna temperatura je bila nekaj več kot 21 stopinj Celzija, prejšnji rekord je bil avgusta lani, takrat so izmerili 20,9 stopinje. Z rdečo barvo so označena območja, kjer je bilo februarja letos morje toplejše od povprečja. Kot vidite, rdeča barva prevladuje, močno rdeče je tudi Jadransko morje. Zaradi pretoplega vremena se še naprej krči led v morju na Antarktiki. Površina je od povprečja prejšnjih februarjev manjša za 28%. Do konca tega desetletja, torej v 6 letih, lahko zaradi podnebnih sprememb, ker bodo ostali brez domov, v Evropo pride več 10 milijonov ljudi. Pravic oseb, ki so razseljene zaradi okolja oziroma tako imenovanih podnebnih beguncev, še vedno ne ureja niti ena mednarodna pogodba. To pomeni, da so brez mednarodne zaščite. Špela Kožar. It seems that you just gaveled the decisions and the small island developing states were not in the room. We were working hard to coordinate the 39 small island states, developing states that are disproportionately affected by climate change. Predeli Karibov, Tihega oceana, vključno z Južno-Kitajskim morjem in Indijskega oceana, izginjajo, atoli se potapljajo. Recimo v letu 2030 lahko računamo z najmanj 25 milijoni razseljenih oseb. V Evropi. Namenjenih v Evropo. Pa sploh še ni niti konsenza glede termina, podnebni begunci ali okoljsko razseljene osebe. Naprimer, konvencija iz leta 51 in protokol iz leta 67, ki sicer eksplicitno ne navajata te okoliščine kot relevantne za varstvo, pa vendar je recimo Visoki komisariat Združenih narodov za begunce poudaril, da morajo tudi te osebe pridobiti neko varstvo. Drugo pomembno področje je pa področje mednarodno-pravnega varstva človekovih pravic. Tu je še razumevanje, da je ločevanje, zakaj nekdo beži, migrira, neživljenjsko. In podnebne spremembe so lahko le prvi od vzrokov. Povzročijo selitev prebivalstva naprimer v bolj urbana središča, tam zaradi prenaseljenosti lahko pride do konfliktov in če pravite, ne bojo v Evropi zaščiteni, če bodo evropske države spoštovale svoje mednarodno-pravne obveznosti, morajo biti. Veliko pomoči bi v tistih prizadetih krajih lahko recimo Evropa in razviti svet nudil, da do preseljevanja sploh ne bi prišlo. Pomagati v kmetijstvu z boljšimi praksami, pri namakanju z boljšimi praksami, v gradbenih standardih, to je najcenejše, čeprav ta hip bi ne stalo največ. Potem dejansko niti evropski poslanci, niti bi rekla Evropska komisija ne razpravlja toliko kot recimo en drug vidik podnebnih sprememb, kot je recimo blaženje, obnovljivi viri energije. In najslabša projekcija, 1,2 milijarde ljudi bo razseljenih do leta 2050. V jedrski